Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Samo Bog nam lahko da takšen dar, ki ga nimamo. Nikar ne gledate na druge in si mislite, joj, ko bi jaz to imel, jaz bi to rad delal. Če nekaj ne morete, pač ne morete. Morate ugotoviti, kaj lahko naredite in to tudi začnite delati. Naučite se, kako biti zadovoljen. Če ste posebej visoki in si želite, da bi bili bolj normalne višine, potem se naučite, kako biti visoki. Z višine lahko vidite stvari, ki jih drugi ne moremo. Če ste še posebej majhni in vam to ni všeč, da ste takšni in bi raje bili veliki, potem se spomnite Zaheja. On je splezal na drevo, da je lahko videl vse, kar je hotel videti. Dajte, no. Zadnji teden sem vam rekla, če ne marate svojih stegen, potem je čas, da se sprijaznite z njimi. Dobili ste to, kar ste dobili. Amen. Če si jih hočete izboljšati, potem telovadite in manj jejte. Če se stvar ne bo izboljšala, potem se naučite, da jih imate radi. To objemite in ugotovite, kako jih skriti v vaša oblačila. Nikar ne bodite žalostni ves čas zaradi tega. Amen. Naučite se, kako biti zadovoljen. Kaj je to, da ste nezadovoljni? Pravi nezadovoljne. Želela bi imeti večjo hišo. In ko dobite veliko hišo, si želite, da je ne bi bilo treba čistiti. V veselju bo Božja volja prišla k vam in vas bo čudovito presenetila z nečim, da boste neverjetno veseli. Pravzaprav boste veseli, da prva stvar ni delovala prav. Naučiti se moramo, kako biti zreli in uravnovešeni. Recite, zadovoljen sem. Sem čustveno uravnovešen. Ali nimate radi tega? Zadovoljen sem in čustveno uravnovešen. No, Joyce, vendar jaz si ne morem pomagati, hitro se razburim. Dobro, Jezus je rekel, da si lahko pomagamo. Nikoli ne bomo šli preko nečesa, če ne bomo nehali z izgovori.
Veste, Freud je odkril nekaj, kar je resnično, vendar mogoče ni imel vedno popolnoma pravega odgovora. On je začel proučevati ljudi in je ugotovil, da so problemi v ljudeh rezultat nečesa, namreč stvari, ki so jih storili narobe, in da so rezultat nečesa, kar se jim je zgodilo v otroštvu. To je zelo pogosto res. Vendar je on tudi učil, da si pač s tem ne moremo nič pomagati. No, to je samo delno pravilno. Leta in leta sem se slabo obnašala in sem zato krivila očeta, ki me je zlorabljal v otroštvu, ko sem bila še mala. Bila sem jezna, zagrenjena, zamrljiva, slabo sem se obnašala do moških in nisem hotela nikogar blizu, ki bi mi pravil, kaj naj počnem. Ko je Bog poskušal delovati name, sem samo rekla, veš Bog, tako grdo so ravnali z mano, da ne bi smel nihče z nobenim tako ravnati. Odgovoril je, res je, kakor so ravnali s tabo, ne bi smel ravnati z nikomer, nobeden. Stvar pa je v tem, da te hočem spremeniti, hočem te ozdraviti. Zato moraš nehati z izgovori. Ti si takšna, kot si, vendar ne dopusti, da bi ti izgovori služili, da ostaneš takšna, kot si. Ali ste še tukaj z mano? Torej, mogoče so vaš starši zlorabili. Mogoče so z enim izmed vaših bratov in sester ravnali drugače kot z vami. Mogoče so vas vaši starši iz tega ali onega razloga zapustili in je to povzročilo velik problem v vašem življenju. No, vendar Bog vas nikoli ne zapusti. On vas drži ves čas in ima dober načrt za vaše življenje. Lahko začnete drugače razmišljati in lahko imate čudovito življenje. Jaz vam pravim, da je to tisti čas in nocoj bom še nekajkrat ponovila. Veste, kaj vam povem? Nisem imela dobrega začetka v življenju, vendar sem gotova, da bom imela dober konec. In tudi vi lahko napravite popolnoma isto. Janez 14:27 vrstica. Prosim, če lahko vidim to na platnu. Jezus je rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, jaz vam ga dajem, a ne kakor ga daje svet. Sedaj vam dajem svoj poseben mir. Ne dopustite, da se vaše srce vznemirja in plaši. Sedaj pogledajte nekatere poudarke v grščini. Ne dopustite, da bi bili vznemirjeni ali zbegani. Ne dovolite si, da bi se bali ali da bi vas bilo strah, da bi bili bojazljivi ali razburjeni. Torej, brez smisla je govoriti, ne morem si pomagati, kajti jaz se razburim. Lahko rečete, tako ne bom več živel. In naslednjič, ko čutite, da se boste razburili, koliko izmed vas lahko pove, kdaj se začnete razburjati, preden pride do pravega vrhunca? No, čas, da se ustavite, je ob prvem napadu, ko prvič začutite notranje vznemirjenje. Ko čutite, da se vaša čustva pogrezajo ali da postajate jezni,